Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v majski oddaji Duh veje, kjer hoče, s katero predstavljamo tiste Pomurke in Pomurce, katerim duhovnost predstavlja pomemben del njihovega poklicnega in ali zasebnega življenja. In tudi za tokratno oddajo nam je uspelo povabiti gostjo, ki je v nečem izjemna. Gostimo namreč magistro Simono Prosič Filip, ki je prva Slovenka evangeličanska duhovnica. Gospa Prosič Filip, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vi. To je res, ne? Niste pa prva evangeličanska duhovnica na splošno v Sloveniji. Ne. Koliko vas je? V bistvu za Trenutno, gospod Jano vem. Ja, trenutno nas je 5 duhovnic. Ja, prva duhovnica, ki pa je začela pri nas v evangeličanski cerkvi Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, pa je gospa Jana Kerčmar. Se pravi duhovnica, še vedno sicer že v pokoju v Gornjih Petrovcih. Se pravi, je na nek način orala ledino, ne? Tudi za vas ženske, da se stopi v tole duhovništvo evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi. Vendar pa to pomeni, da vi niste imeli zgleda med Slovenkami, s katero bi se lahko posvetovali, kako to je, ali so vam bila vendarle vaše kolegice duhovnice tudi pri vaši odločitvi pomoč? Tako bom povedala, je res, gospa Jana je orala ledino, bilo je to nekaj novega in bila mi je tudi sama vzor, saj je bila moja duhovnica. Jaz sem spadala pod cerkveno občino Gornji Petrovci, se pravi, hodila sem k njej k verouki, v cerkev, pomagala, bila sem že takrat zelo aktivna, tako da dejansko mi je ona skupaj s svojim možem, ki je prav tako duhovnik, že upokojeni, sta mi bila nekako največji vzor pri tem in da bi se pa s komerkoli drugim, karkoli pogovarjalo o tem, takrat tega še ni bilo. Vendar ste mladi, ne morete biti tako dolgo tega, kar ste se odločili. Ne bomo vas vprašali po letih toliko, ampak bolj potem, torej kaj je pretehtalo, ta pozitivni zgled, ne, ki so vam ga nudili duhovniki, duhovnice? Pa delno ja, bolj pa to, da sem vedno bila povezana z cerkvijo, in vedno sem rada od majhnega delala z ljudmi. Ne samo z eno generacijo, ampak dejansko sem se vedno dobro počutila z vsemi generacije, od tistih najmlajših pa do vse najstarejših. Mogoče še s temi najstarejšimi boljše kot z mlajšimi. Vse so ti starejši ljudje vedno bili nad vse hvaležni, ko so imeli priložnost nekim mladim govoriti. To so potem neki darovi, ne? Ker koliko vem, ste malo tehtali tudi med poklicom učiteljice, ne? Ampak tam bi bili bolj kot ne samo z mladimi, ne? Tako, vse glih to je potem prevesilo na drugo stran mojo odločitev, ker dejansko, če bi bila učiteljica razrednega pouka ali vzgojiteljica, kar sem se od majhnega želela, bi dejansko bila vpeta v delo le za otroki. Ta raznolikost oziroma iskanje bližine s človekom, ne, v vseh njegovih fazah, ne, ker vse prinaša neko svoje izzive in zanimivosti. Ne. Otroci znajo biti zelo izzivalna publika. Jaz sem bil nekaj let učitelj, ampak zanimivo, tudi si ne predstavljam, da bi celo moje življenje bilo samo sestavljeno iz poučevanja 2-3 generacij otrok. Ne. Ja, res je, jaz še vedno zelo rada delam z otroki, ne. Jih imam pri verouki, otroške božje službe, ampak kot pravite, ne, to je mogoče 2-krat, 3-krat na teden, pa sem že po 1 pa 2 urah dela z njimi spet nekje drugje, bodi si za računalnikom ali pa kje na obisku pri starejših, bolnih. In tu pa moraš biti pripravljen na te izzive oziroma, da je delo raznovrstno. Tako kot je publika raznovrstna, so tudi potrebe in tudi te priprave, ker nima vsak, ne? Nekdo želi zelo določeno predvidljivost, ne? Določeno rutino. Tako. Ne. V tem poklicu dejansko ne moreš delati pa funkcionirati na način, da imaš vse splanirano. Ne gre enostavno in dejansko v tem poklicu moraš biti pripravljen tako rekoč 24 ur, da se pravilno odzoveš. Da se pravilno odzoveš. Tako.
Meni se je zgodilo že večkrat, sicer v zadnjih letih ne toliko, ampak na začetku, ko sem bila, da so me tudi po noči ob enih, dveh klicali, rabili so pomoč, takšno in drugačno. In tako kot je to zna biti verjetno naporno, ne, težko, ampak v svoje pa tudi eno vrsto priznanja. Ti ljudje me potrebujo, ti v meni nekaj iščejo, kar druge ne morejo dobiti. To je res. Pa tudi ljudje vidijo, ali si človek, ki je pripravljen skočiti, ko nekdo potrebuje pomoč, ali pa si malce zabremzam, bo povedal. Zaprt. Tako zgolj z neke vljudnosti, ker tu so hitro ljudje znajo testirati. Enkrat, dvakrat, trikrat vidijo, ne vem, a je bilo narejeno pa z malce odpora, če pa vidijo, da to ni problem, da je to spontano, da je to vas, potem pa rečejo, taka pač je, ne? Tako, saj smo vsi taki, takoj vemo določene stvari preceniti, takoj vidimo, kje so zidovi porušeni, kje ni nobenih meja, ne, da lahko, in dejansko bi duhovnik moral biti odprt za vse ljudi. Vse to je prvo, da je ta empatija, da znaš, in pravijo nekateri kritiki sodobne družbe, da nam ravno to manjka, ne, da smo izgubili to sposobnost, ali pa smo jo nekako potlačili na dno, da to, kar ste rekli, ne, da začutiš tudi, ali je nekdo iskren, ali nekdo te išče, potrebuje, ali je nekdo profesionalec, ali veš sočustvovati dejansko z drugim. In dejansko to, kar pravite, ne, v vašem poklicu, brez empatije, ne, do sočloveka, do sposobnosti vživljanja v kožo drugega, ne bi šlo. Ne. Je pa tudi v tem velika teža, da človek, ko nekaj dobrega naredi, če čuti v tem zadovoljstvo, če je sam pri tem osrečen, vesel, potem to dela enostavno spontano, sploh se ne na neko plačilo, da bi vam bilo to povrnjeno na nek drug način. Saj to je plačilo. Ko si sam zadovoljen, ko si srečen, tega si z denarjem dejansko ne moreš kupiti. Se pravi, ne bom dosti ugibal oziroma narobe ugibal, če bom rekel, da nikoli niste obžalovali vaše odločitve. Ne. To je lahko zelo odločen ne. Nisem, in če me sprašujejo, kaj bi se odločila, če bi zdaj imela možnost se odločiti, vedno pravim na prvo za teologijo, mogoče kar bi bilo malce drugače, kot je bilo takrat, to so pa spet leta, ne. Šla sem študirati, vsi smo šli evangeličanski duhovniki študirati v tujino. Pri nas v Sloveniji ne moremo. Večina nas je šla na Slovaško, ker smo se tega jezika lahko hitro naučili in ker je bilo po finančni plati najbolj sprejemljivo. Ne. In seveda, jaz sem šla študirati brez tega, da bi vedela jezik. Pa se sploh nisem takrat niti najmanj spraševala, kako bo, kaj bo. Pa so me ljudje spraševali, pa sem rekla vedno znova, če so ostali naši duhovniki zmogli, bom pa potem že jaz tudi zmogla, ne. Ampak to so leta, ne, 18, 19 let, ko o teh stvarih mogoče toliko ne razmišljaš in je prav tako. Danes bi verjetno ta stvar bila tista, ki bi me malce begala. Nikoli pa ne odločitev, kaj naj bi šla. Zanimivo, ne? Takrat tudi dejansko rabimo take odločitve, ko smo mladi, ker nas je nekega takega izziva ni tako strah, oziroma mogoče niti ne vidimo, kar zdaj bi videli kot oviro, takrat pa sprejmemo, ne? Bom zmogel, ne? Recimo, da marsikdo pripoveduje na podoben način. Torej Slovaška, ampak ne Bratislava. Bratislava. Univerza Komenskega je to bila, ja. Študirali ste pa tudi v Nemčiji? Tako. Eno leto sem pa bila v Nemčiji, od leta 95 na 96 v Tübingenu. Tübingen, tako, tudi znano mesto. In ta jezik, ne, kako so zdaj še spomini, bi se lahko še nemoteno pogovarjali s Slovakom? Se pogovarjam. Imate še stike s kom? Imam stike tudi z evangeličanskimi verniki in vernicami iz Vojvodine, so Slovaki. Pač to je območje, kjer je bilo veliko preselitev, ne. In dokaj močna je tam, povem, še skupnost slovaška, imamo zelo dobre stike, tako da z njimi komuniciram.
Seveda s svojimi sošolci, duhovniki iz Slovaške, tako da... To je lepo, ne? Ohraniti malce te možganske svežine do jezika, ki si ga nekoč študiral, ne? Se pravi, vi ste vse zagovarjali v slovaščini. Tako, vse. Ja, jaz sem še povem tako, jaz sem še sanjala slovaško. Takrat, tako si bil vpet v to, med ljudmi, samo to si govoril, ne. Jaz sem prihajala mesec pa pol do 2 meseca enkrat domov, zelo redko, ne, in ko si 5-6 let na enem mestu, ne, je avtomatski razmišljala sem, vem, kako težko mi je bilo na začetku, ko sem prišla pisati pridige v slovenskem jeziku. Zanimivo. Še posebej teološke izraze. Jaz jih tukaj pri nas nisem se učila, ne. To so bile tujke, ki jih je sedaj bilo potrebno prenesti v slovenski jezik. No, zdaj je že povsem drugačna situacija, zdaj se spet malce včasih na začetku, ko mogoče mine malo več časa od moje zadnje komunikacije slovaške, ne, do spet naslednje, da se zgrabim, kot pravimo, pa da se lepo vpeljem v to, ampak ni nobenih problemov. Na nek način so to božji darovi, ki pa smo jih dolžni razvijati. Sej olajšalo je to, da je slovaščina, ne vem, nam bliže jezik. Jaz sem tudi bil na dopustu, oziroma ko sem potoval po Slovaškem, in ravno, če se sprostiš, pa malce kakšen vrček piva, ne, si začneš upati tudi že zunaj angleščine, ne, pogovarjati v nekih približkih. In vidiš, da celo za Slovaki, še bolj kot s Čehi, ne, se da. Res. Tudi odprti so za Slovence, se mi zdi zelo, z nasprotne strani je gotovo ta neka simpatija, je bila, ste jo začutili kot Slovenka. Jaz imam res lepe spomine na študij. Bili smo generacija, o kateri še danes govorijo. Generacija, ki je imela svoj zbor. Jaz kot zborovodja. Ker potem, če je bilo karkoli potrebno na fakulteti takrat narediti, tam so bili časi še drugačni kot pri nas. Tam se je še velikokrat kot ene vrste brigade delalo. Ponavadi nikogar drugega ni bilo, naš letnik je bil cel letnik. Pa to ste bili iz različnih narodov? Ne. Večina je bila Slovakov. Večina je bila Slovakov, ja. Imeli smo eno Finko, priznam, ja. Ampak drugače pa... Ker univerze so tudi druge, saj ste omenili Tübingen, verjetno nekdo drug gre drugam, verjetno... Seveda. Redki so taki kot mi Slovenci, da morajo iti v tujino študirati, ker potem imajo že v svoji državi potem fakulteto. Ampak v nekem trenutku je bila v igri na mizi tudi druga opcija vaše prihodnosti, koliko vem, ne? Je bila celo akademska kariera opcija? Ja. Ampak tu je... Ja, res je, vpisala sem se v doktorat najbolj zaradi tega, ker so me želeli imeti na fakulteti. A tako pozitivno mnenje že od strani profesorjev ste imeli? Ja, končala sem, tam je bilo tako, da si lahko končal z rdečo diplomo ali pa z modro diplomo. Se pravi, rdeča diploma je bila, če je bilo povprečje vseh izpitov, najboljša ocena je tam bila 1. Če je bilo povprečje vseh izpitov od prvega do zadnjega letnika 1,3 in nisi smel imeti trojke. No, meni je uspelo priti to in želeli, ampak nikoli nisem imela želje biti na fakulteti. Pa poučevati. Moja želja je vedno bila priti v Gmajno, kot pravimo v Prekmurju, svojo cerkveno občino in delovati kot duhovnica. Seveda so me cel čas poskušali pregovoriti, pa sem si mislila, dobro, vpišem se, pa se bo potem že videl. Pa kdo ve, morda še, ne, ampak... Lahko, ja. Pa tudi, če ne, važno je, da človek, ko gleda nazaj, ve, zakaj se je odločil tako, kot se je odločil. Da se spomniš teh motivov, da veš, kaj je pretehtalo na tehnici. Po drugi strani pa, mislim, če me nekdo vprašal tudi, zakaj sem malo preveč na ono stran tehnice, rečem, to je od zarečenega kruha. Tako da, ko potepkam po sebi, rečem, to je pa zarečen kruh. Ker sam po sebi vem, koliko krat sem se moral, sem rekel, to nikoli ne bom.
recimo, pa se je to zgodilo čez 2-3 leta že. Mislim, ko sem se moral prav sam sebi smejati, kako se nekatere stvari kategorično trdil, da se bodo zgodile, pa se niso, ali pa torej, da se ne bodo, pa so se. In tudi pri vas je človek obrača Bog obrne velja, ne, tudi glede ustvarjene družine, ne, to je zanimivo. Res je, saj mislim, da ni človeka, ki ne bi v svojem življenju ne samo enkrat, pa dvakrat, ampak vedno znova doživel, da se res zarečenega kruha največ poje. Ja, jaz sem bila nekako v tistih mladih letih 100% bom povedala, da moj mož ne bo smel kaditi, da bo moral biti starejši od mene, da ne bo črn, ampak bolj svetel. Ja, pa nič od tega ni, ne. Res je, da se največ ne kadi. Ko sva dobila prvega otroka, je tudi sam prenehal. Je pa mlajši od mene, kar ne bova spremenila nikoli. In pa je temne, se pravi, ima črne lase pa vse, ampak je tak, ki ga imam neizmerno rada. In zopet vidite, da je morala biti na delu mogoče Božja volja, da se sestavljanka tako sestavi, da je najbolj, da je prav, ne, če se Res je, Bog že ve, kaj dela, ne, pa zakaj dela in je lepo včasih, ko človek premore to moč, da mu prepusti v roke in mu zaupa. Vse mislim, da v tej vaši drži, ne, tudi ta vaš moto, ne, da v vsaki stvari želite najti dobro. Ne. Ste mi rekli, da je to najprej prvenstveno osebna drža, ne toliko filozofska ali pa verska. Jaz sem že od majhnega bila taka, da iščem raje dobro, ker se potem tudi sama boljše počutim. Ja, egoistično. Vplivam na druge že drugače potem, če se sama drugače počutim. In vidim, da pač čez leta se človek nauči oziroma doživi, da so stvari, ki se ti trenutno zdijo slabe, lahko stvari, ki bodo čez 2-3 leta pokazale se čisto drugačne luči, kot si jo videl trenutno. Meni je dalo misliti, da vas prekinem, se opravičujem, nekdo je na radijski oddaji enkrat povedal, pa me je zelo močno zaznamovalo. Še noben pesimist ni spremenil sveta na bolje. Torej, če se predaš pesimizmu, kaj si naredil s tem, ne? Dejansko si lahko realist, rečeš, to je slabo, ne? Ampak če boš ostal v tem duhu, ne, v sebi, kaj boš naredil dobrega za druge pa... Vse to je to, ne samo, da sam živiš v neki, kako bi se izrazila, v temačnosti, pa zakrknjenosti. To širiš še okrog sebe, ne? To širiš okrog sebe in v vsaki stvari so vedno dve možnosti. Ali se odločiš in ostaneš v tem, pa bredeš še večje brezno, ali pa poskušaš iskati nekaj dobrega, da se najti, pa se opreti tega dobrega. Samo je to možno, recimo, danes res povsod tudi ta nesrečna vojna in te dogodki, poskušate tudi tu, vsaj neko zrno tega najti, če bom kar omenil vaše stališče, ne politično do Ukrajine, ampak bolj to, kako razumeti tudi to tragiko teh ljudi in reči, v čem je tu dobro, no, da bom malo bolj provokativen. V sami vojni dobrega ne boste našli, ne, kar se same vojne tiče. Našli pa boste lahko, naprimer, v tem smislu, da so ti ljudje, ki so tekli ven, naleteli tudi na dobre ljudi. So jih sprejeli. So mogoče začutili, da drugi z njimi sočustvujejo. Potem ta pripravljenost vseh ljudi, da stopimo skupaj, da nekaj naredimo, da bodo tudi ti ljudje, ki so ostali v Ukrajini, ki se borijo za svoj kos zemlje, da bodo začutili, da niso sami, da smo z njimi.
če tega mogoče ne bi bilo, nikoli ne bi vedeli, kako široka krog ljudi sočustvuje z njimi, kaj si mislijo. To zdaj razmišljam, pa mi je všeč, ne? Mislim, ni všeč nič, tako pravite, v tej žalostni zgodbi, ampak ta tragika bi bila še bolj tragična, če bi ostala sama za sebe zgolj izolirana zgodba, če pa povzroči vsaj to, da začutiš, da to v nekem dosti širšem prostoru za to prihaja do neke senzibiliziranosti, nekega čustvovanja, da pa to bo res treba končati enkrat, če se bomo hoteli ljudje imeti za neki, ne vem, pametna bitja, da do tega ne bi več prihajalo. Vedno si rečemo, to je pa zadnjič, ne, ampak mogoče bi... Smo pa lahko že jutri mi o tem. Ja. In tudi to je to, ne, da tako kot je v Ukrajini prišlo dokaj hitro, mislim ne hitro, saj so bile tam pa vse povsod po svetu, ampak nepričakovano bom povedala do te vojne, da lahko se zgodi tudi kjerkoli, smo zasigurani, da ne, pa vendar ta svet je še vedno samo svet, ne. Mi je prišlo na misel, ne, takrat, ko smo še poslušali Đorđeta Balaševića, ne, in je enkrat komentiral te svoje pesmi, pa je rekel, samo da rata ne bude. Se rekel, pa kaj o tem, ne, da samo da ne bo vojne. Pa takrat je bilo še, ne vem, to je bilo v 80-ih letih. In je bilo samo 10 let ali pa še manj kasneje, da se je zgodila vojna. Ne. Recimo, jaz vem, da sem poslušal to pesem njegov, pa sem si mislil, kaj fantaziraš, kaj delaš, ne vem, iz muhe slona, ne. Zdaj pa kdo bo pa zdaj še tako neumen, da bo začel vojno ali pa da bo prišlo do nekega zopet klanja. Ne. Ja. Ampak ne, to, kar pravite, žal, ne. Saj, glejte, niso samo vojne te, kot jih poznamo v državi, naprimer Ukrajina, bivša Jugoslavija. Vojne so dnevna stalnica vseh nas. In z teh majhnih vojn, medosebnih konfliktov in ostalih stvari, ko prevlada ego, ko ne vemo več iti v kompromise, čeprav smo eden od drugega na koncu odvisni, ne, vse to počasi vodi korak za korakom do izbruha. Pa vas to, kljub temu vidim, to vsi pravijo, ste pogosto nasmejani, dobre volje. Torej vas nič ne potre, vas nič ne paralizira, da bi... Tudi jaz sem samo človek, pa nič drugega. Sem, tudi jaz velikokrat potrta. Pa traja dlje kot en dan ali pa 2 dni. Ne dovolite, da bi tako dolgo. Ne smete dovoliti. Mislim, ne želite si dovoliti to. Ne, poskušam vedno znova, ker moram biti aktivna, moram biti fit za druge ljudi, ne samo zase, za Boga. Za Boga, za druge. In tu treba iskati moč. Ja, potrebno je iti. Takrat se najrajši utišam, ko mi je res pretežko, vzamem v roke Sveto pismo, molim se, res poskušam čist osredotočiti na to, da bi začutila ta Božji mir v sebi, pa potem začela spet naprej. In to je tisto, da vedno znova ste omenili, želim iskati način, kako priti do ljudi, ne? Da ne ostaneš, tudi če si nekje v svojem, ne vem, melanholiji ali nekem občutku, ne vem, kako bi rekel, potrtosti. Vendar, Levinas je rekel, kliče me drugi, ne? Ranljivi drugi me kliče. In spet je tudi to, ne? Ko stopiš naprej, čeprav je težko, pa lahko prav od tega drugega potem dobiš tisto, kar najbolj potrebuješ. Če pa ostaneš sam, pa se umakneš, potegneš v kot, ne bo. Bog nam pomaga preko človeka, sočloveka, ne? Če se zapreš, kako ti bo? Ne. Zaradi tega tudi sama vedno gledam, da ljudi, ko ostanejo sami, pri nas na Goričkem je tega zelo dosti, da poskušam nekako aktivirati, da jih poskušam potegniti ven za tiste zaprtosti, magari jih vzamem s sabo v avto, celo, tudi to, ni nobenega problema. Ena gospa je na hitro izgubila moža, obe hčerki živite v Avstriji, Vorarlbergu, dokaj daleč stran. Bila sta cel čas nad vse aktivnega, vse povsod zraven in seveda v 3 tednih je gospa ostala sama.
Avto je imela, ni imela vozniškega. In moja prva misel je bila, poišči način, kako bo še vseeno lahko živela tako, kot je živela s svojim možem. Pa nam je uspelo. Pa je uspelo. Tako kot ste rekli, to so potem te neprecenljive verjetno življenjske izkušnje. Ko vedno znova potrjuje, da taka drža tudi edino prinese nek rezultat, ne, da verjetno je teh potreb okrog vas toliko, da ne boste zdaj mogli reči, ne samo enemu ali dvema se bom posvetila naslednja leta, ker vedno znova odkrivate stiske drugih ljudi in ne morejo si vas lastiti, ne, to hočem reči v bistvu. Nima nekdo, zdaj tudi ta gospa nima pravice, da bi se vas... Vi lahko pokažete... Seveda, gledajte, tisti prvo se speljal, prvo fazo, pa se je avtomatski med to prvo fazo so se že odprla vrata na več strani, ne samo na eno stran. Vi ste svoj vlogo takrat, ni potrebno več biti šeperon, no se pravi spremljevalec. Tako, saj smo še vedno v kontaktu, ampak so se stvari skristalizirale, smo išli iz tistega najhujšega ven, pa poteka življenje lepo naprej. Vse ta prvi korak, kot pravim, je včasih najtežje narediti. In takrat potrebuješ človeka. Denar ti nič ne pomaga. Ne, v tistem trenutku verjetno res ne. In veliko je takih življenjskih situacij, ne. Sam pa pri tem ogromno pridobiš. Ko vidiš, da si uspel narediti nekaj... Jemljete to kot svojo pot zorenja ali pa zdaj že lahko rečete, da je ta vaš modus vivendi, vaš način soočanja življenja pa s temi potrebami različnih ljudi okrog vas, zdaj že se dokazal, da dejansko lahko rečete, v redu, tu zdaj sledim to svojo zgodbo. Človek zori celo življenje, ne? Ker se spreminjaš. Spreminjaš se ti, spreminja se okolica, spreminjajo se načini življenja, ta tehnologija, vse ostalo te vleče za sabo. Nikoli ne moreš povedati, da si pa na tej fazi, da zdaj pa veš. Se pravi, še vedno puščate prostor za sebe, da boste spoznavali neke nove dimenzije, komponente. Saj drugače ni zanimivo. Tudi to je, da se pustiš presenetiti. Seveda. Da se nimamo tako modri, da bi rekli, zdaj pa vse, kar o človeški naravi ali pa vem, ali pa me nič ne more več na levi nogi dobiti. Tako, o tem nikoli niti do zdaj nisem razmišljala, niti ne želim, ker se bojim, ko človek začne to razmišljati, da potem... Preveč sistematizira, ne več spontanosti mogoče, ne? In ostane mogoče na eni te isti ravni, ne? Potem postaneš bolj pasiven, kot pa aktiven. To je zelo lepo povedano. Drugače se z vami da pogovarjati tudi akademske reči, so že rekla, da vas je zabim. Kot doktorat, če bi, kaj bi bila tema, recimo? Vpisala sem sistematično teologijo in sicer bioetiko. Etika življenja. To me je vedno fasciniralo. Imeli smo tudi profesorja, docenta Igorja Kiša, ki je bil res izjemen na tem področju, vsaj meni osebno, svojo razlago, preprostostjo, konkretnostjo. Tako da mi je sistematična teologija, še posebej etika, nekaj, kar obožujem. Ste si postavili kak aksiom, seveda etična vprašanja, tako so izzivalna, celo robna vprašanja, ne vem, nekaj, kar je sprotnega, kar je banalnega, lahko je tudi zahteva neko etično dilemo, ampak ponavadi se kopja lomijo na teh robnih zgodbah, kot je abortus, eutanazija, recimo zunaj zakon, istospolne skupnosti in tako naprej, bi si upali zagristi tudi v te najbolj robne vprašanja etike. Iz kakega aksioma bi iskali ta profesor Kiš, kaj vam je kot osnovni aksiom mogoče? Glejte, etika sama in ta profesor nas je vedno znova želel naučiti, da naj nikoli ne mečemo vse stvari v en koš. Po domače povedano. Se pravi, pojdiva naprimer na temo abortus, ni vsak abortus enak abortus. In če želiš
stvari malce bolj pravično videti in razumeti, je potrebno iti od primera do primera. Ne. Čisto drugače je, če kdo gre na abortus zaradi tega, ker se je, bom povedala, igral, pač se je ponesrečilo, pa gre. Tu je to nekaj, kar me zelo žalosti. Spet druga stvar pa je, ko pride do tega vprašanja takrat, da medicina napove, da je pod vprašanjem tako življenje matere kot življenje otroka. Seveda, medicina se lahko zmeša, tudi pove napačno, ampak danes se to že bolj poredko zgodi. Ne? In ko ima ta žena doma mogoče že otroke in jej povejo, da pa sedaj je skoraj 100%, da bo ona izgubila otroka in da otrok umre, pa mislim, da ni v pristojnosti niti nas ljudi, niti cerkve kot inštitucije, da to žensko sili v to, da mora ohraniti otroka. Se pravi, ne da se recimo iz istega etičnega načela ta dva primera obravnavati povsem identično, ker izgubiš iz fokusa človeka, njegovo zgodbo, njegove okoliščine, travme, ne vem, v enem in drugem primeru odgovornost, ki jo je v enem in drugem primeru dolžan nositi ali pa ni dolžan. Seveda, seveda. Naprimer, ta ženska, ki bo to naredila zaradi tega, da bi ohranila svoje življenje, pa vseeno bila potem še naprej mama otrokom, ki jih že ima in jih je spravila na svet. Jaz sem 100%, tudi sama sem mama, da niti ena odločitev za to žensko ni lahka. Karkoli bo naredila z eno in z drugo odločitvijo, se bo morala soočati, jo bo zaznamovala in mi kot cerkev smo tu zato, da ji potem skušamo pomagati iz te situacije, se pravi, kar se psihičnega pa teh stvari duhovnega tiče, da nekako lažje spet zaživi in opravlja svoje poslanstvo za tiste, ki se tu pride zopet do tega, kar so uvodoma rekli, o tej empatiji. Poskušaj ti obrniti vloge, da se ti vživiš v kožo, pa zdaj se probaj v to, saj ne moreš v popolnosti se podoživeti, vendar le nekaj pa lahko... Pa seveda, vedno. Jaz se vedno tako odločam. Karkoli je, se poskušam postaviti, koliko se pač da v vlogo tega človeka. Karkoli je. Tudi če je pogreb ali karkoli takega. Če želijo na pogrebu nekaj imeti, poskušam se postaviti v njihovo vlogo, kaj želijo in na podlagi tistega potem speljati stvar. Se najbolj nekako univerzalno etično načelo je, delaj to drugim, kar bi rad, da drugi tebi delajo. Tako. Zlato pravilo. Oziroma potem to srebrno, ne delaj drugim, kar nočeš, da bi drugi tebi ne delali. Ja, tako. In tudi potem lahko izvajaš, lahko prideš do poplačen tega pravila ali pa do pravilnih ekstrapolacij izpeljav, ampak to je vendar ta skupni imenovalec, kjer bi vsi nekako lahko si rekli, da tega se držati je dobro, tega zlatega pravila. Ampak zahteva ravno to, sposobnost živetja, uvidenja v situaciji, mogoče z drugimi. Res je. Mogoče je to, kot vi pravite, ta empatija, tudi tu velik vidik. Jaz se zavedam, sedaj preskočim, jaz se zavedam, da če bodo ljudje okrog mene bolj pozitivno naravnani, da bo tudi naša skupnost drugačna, da bo tudi moje življenje drugačno. Če bo negativno, bomo vsi v tistem negativnem. In nekdo mora biti tisti, ki vleče. Zdaj se spomnim tiste biblične, tako naj sveti vaša luč pred ljudmi, da bodo videli vaša dobra dela. In pomagaj takrat, ko nekdo pomoč potrebuje.
bodi pripravljen skočiti takrat, čas za molitev, naprimer za mene, pa za Sveto pismo bo prišel. Ko me nekdo potrebuje, jaz želim biti takrat zraven, kolikor sem sposobna pomagati, pripravljena pomagati, tudi premišljeno premagati, da ne bi naredila še več škode. Tako ne zgolj neke vsičenosti v navdušenju. Tako. Ampak rečeš, tu treba tudi razum, ne samo čustvo. Ker ravno to je dostikrat, ali je preveč čustveno ali preveč razumsko, ko so se prej menili. Ali preveč govorimo, pa še več škode naredimo, pa premalo poslušamo, kar je rak rana mogoče tudi današnjega modernega sveta, pa mogoče ljudje včasih samo to potrebujejo, nekoga. Vse to je tako, sem že prej mislim, da je Emmanuel Levinas, ko je bil ta znani filozof, ko je rekel, ko je postavljal, kaj je ta absolut v življenju človeka, je rekel ranljivi drugi, ki zahteva odziv od mene. In jaz mislim, da če si odprt za ranljivost drugega, da se dovoliš jo začutiti, potem to zahteva od tebe nek odziv. In ta pripravljenost, nismo vsi vedno pripravljeni, priznam tudi sam, ampak že to, da prepoznaš, da ta klic drugega obstaja. Tako. V tej dobrodelnosti, pa v tem delu z ženami, pa to bomo še spregovorila, ampak ker mene tudi etika zanima, bom pa še malo pri teh etičnih izzivih ostal pri enem sodobnem etičnem vprašanju. Namreč, kako bi vi, mislim, čisto osebno, ker zopet je zelo težko, kako gledate na vprašanje lastništva oziroma umetnika in umetnine, se pravi osebnost umetnika vpliva na njegovo umetnino ali ne. Jaz bom takoj povedal, tudi cikam na Rupnika, ampak daleč od tega, da bi samo njegove mozaike pa njegovo avtorstvo. Tu imamo tudi primere, ne vem, dosti drugih, lahko iz glasbe, ne vem, ena najlepših duhovnih glasb, kar je, mislim, skladbo je napisal, je en avtor, ki je bil odkrito homoseksualen. In potem, recimo, meni so dejansko so všeč Hitlerjevi akvareli nekateri. Potem, ne vem, v športu imate primere, ko rečejo, to je najboljši. V resnici, recimo, Mohamed Ali, ko je bil najboljši športnik, bil zelo aroganten do drugih. Je imenoval, za opico je imenoval svojega, mislim, nasprotnika. Koliko mislite, da se lahko delo neko, ki je fascinantno, športnem, glasbenem, ne vem, slikarskem, kakršnekoli smislu, loči od avtorja, ali pa avtor zaznamuje tisto, kar je želel dati človeštvu, ali pa je dal? Tako bom povedala, glede na to, da sama kot oseba vidim bolj se v tem, da to, kar delam, da to vpliva lahko na druge, seveda bom takoj tudi te stvari prenesla v to smer. Zdaj samo delo, če ti človeka ne poznaš, ampak poznaš samo delo, lahko to delo na tebe vpliva pozitivno. In če vpliva pozitivno, oseba je pa negativna, potem je boljše, da osebe ne spoznaš, pa da te fascinira samo to, kar ti je pozitivnega dalo to njegovo delo. Ko pa spoznaš mogoče še to drugo plat, potem sem pa jaz, na primer, lahko dostikrat razočarana. Ampak glejte, Bog izgleda, da tudi po tej stvari deluje v svetu in da je nekaj v svet dobrega. In to je povsod iskati mogoče nekaj dobrega, to, kar ste rekli. In tudi nimam dokončnega odgovora zase, recimo, če bi z Rupnikovimi mozaiki, kaj bi sam naredil. Recimo, ne bi imel Hitlerjevega akvarela doma na steni. Bi ga vi imeli, če bi vam bil všeč akvarel njegov, ker niso slabi, če bi vam bil zelo všeč. Recimo, to je že predaleč, to je čez ono mejo. Recimo, da bi pa jaz nehal poslušati tisto skladbo, ki me res presune. Samo zaradi tega, ker je zunaj zakonske istospolne skupnosti živel avtor, pa enostavno ne morem. Ker sem tudi že mislil, s tem odobravam avtorja in avtorjevo življenje. Tisto mi je pa še pod mejo, če rečem.
Ne, zakaj bi odobravali? Ni treba odobravati, tako. To ne pomeni, da odobravaš. Če njegovo delo sprejemaš. Če njegovo delo sprejemaš, da odobravaš njegov način življenja. Potem smo spet posplošili stvari. Ne? Smo pri tistem, kar je profesor Kiš rekel. Potem smo posplošili stvari. Ne? Jaz tudi ne odobravam splava, ampak ne bom se sedaj oddaljila od tega človeka. Pa mu ne bom pomagala, ker potem sem naredila še večji greh. Do konca dati možnost, ne? Do konca možnost. Ja, seveda. Zdaj mi prišlo na misel za smrtno kazen ali ne? Za hudodelce, za zločince. To so osebna, težka vprašanja, vse lahko na načelni ravni zgolj. Tako, glejte. Zopet posamezno od primera. Tako, to je od primera do primera, pa se spet pri tem bojiš, tu posegaš potem spet v življenje samo. In mogoče, če ta človek živi, pa gre po normalni poti z tega sveta, je to za njega lahko še večja kazen, kot pa če življenje prekinaš umetno. Je pa res, jaz sem človek, ki ima tako vest, katera je vedno dejavna, bom povedala, zaradi katere včasih tudi spati ne morem, se pravi, sem zelo občutljiva, takoj se sprašujem, kaj sem naredila. Izgleda, da ti ljudje imajo drugačno vest, ne? Ampak sedaj preceniti, kako je to pri teh ljudeh, je meni osebno težko. Tako da meni večje kazni ne bi bilo, kot potem s tem živeti. Bi si mogoče celo želela, da mi Bog čim prej pošlje smrt, pa me reši tega bremena. Ne? Ampak verjetno se pa v tako stvar niti sama neko, ne vem, zavestno, kriminalno veliko stvar ne bi spustila že prej, že zaradi te moje vesti. Lahko se mi pa zgodi, tudi sama vozim avto, nehote. In naprimer v tem primeru sama si ne vem predstaviti, kako je živeti s tem občutkom, pa mogoče niti nisi kriv, ampak si bil zraven. Ravno ni dolgo, zelo je zanimivo, da je prišel pogovor na to, ker dan, dva, ker sem na internetu zasledil en pogovor o knjigi Ljudje laži in govori o teh psihopatih, sociopatih, množičnih morilcih in ravno to ugotavlja, da pri njih ni zaznati očitka vesti. Govori celo, da nimajo vesti. To, ne vem, če to naj spremem ali ne, ampak da so ti pač psihologi, psihiatri, kaj so že bili, ne, pri teh analizah odzivov, ugotovili, da nimajo te empatije, da so oni povzročili trpljenje. Ne, vse sem ga ustrelil, ubil, sploh da začutiš tistega, kar normalen človek z vestjo začuti. Ne. Zdaj, koliko je to pač množično ali ne, po moje, mogoče ima tam vest še nekje tudi zakrknjeno, mogoče se za časa njegovega življenja bo prebudila, vse bo spreobrnil, mogoče, ampak ne veš. Tomaš Akvinski je bil za smrtno kazen, ampak tudi v tem primeru, ne, ker je ravno rekel, da je to celo na nek način dobro za milostno do hudodelca, ne, ker drugače lahko, če tako dlje živi v tistem svojem, kot ste rekli. Ne. Saj to je, ne, ko potem spet poslušaš, da ta isti kriminalec, ko prije na prostost spet naprej, potem pa spet lahko imaš očitke vesti, da si mu dal svobodo in s tem... Ne bova preveč, ker v globine, ker to so teme, ki lahko zahtevajo ure, ampak toliko, da nam pokažemo, koliko so ti etični izzivi, to, kar je ljubo zelo vam, ne, vem, na zelo težke stvari. Ne. In nekega generalnega odgovora, jaz sem pa zdaj, ne vem, moder, pameten, za vse primere velja tak, ne. Vi se rajši boste držali, meni zelo tudi blizu tega navodila profesora Kiša, ne, obravnavati posamezno. Ne. Saj tudi človek vidi tudi na ostalih drugih področjih, da je temu tako. Tako potrjujejo. Saj ne nazadnje, tako, ko priješ z leti, ne, dobiš potrditev za to. Da če si, kot
Ne, ko si mlad, misliš, ne, z nekimi puhlicami, kaj vse smo streljali, ne, neke, to je zopet ta zarečeni kruh, da smo se imeli za modre kmalo, ne, smo rekli, vse je tako, vsi stari so neumni, ne vem, mislim, karkoli, ne, generacija, ali pa karkoli, ne, ali pa, da ne bom, ne, ker se prav smešen se včasih sebi zdiš, kako si generaliziral nekatere stvari kot mlad neizkušen. Naprimer, čist enostavna stvar, s katero se dan za dnevom srečujemo, laž. Ste že dejali. Se ni vsaka laž enaka laž. Oziroma, obstajajo tudi svete laži, se pravi, da s to lažjo rešiš določeno stvar, da si z njo naredil dobro. Ne? Torej, mislim, tega najbolj nimam rada, ko ljudje posplošimo stvari, vse skupaj laž v en koš, in mislimo, da smo potem rešili celo stvar. Ker je to dosti, se zdi, hitra, varna rešitev, jaz sem zdaj na tej strani sodnika, ne, in zelo zlahka, hitro, pavšalno, nonšalantno to, kar jaz vem, kaj je prav, kaj ne. Ker ono pa zahteva poglobitev do osebne ravni, ne, tistega, ki je pač na drugi strani. Pa še vedno ne veš. Pa še vedno do konca si ne moreš vedeti. Od tega bi se navezal naslednje vprašanje, torej cerkev kot konzervativna inštitucija, liberalna inštitucija, kot učeča se inštitucija, kot živeča z ljudmi, kako bi videli, se pravi, vlogo cerkve, kateri pripadate, v tem predalčkanju, pač kako etiketo si najde, oziroma kaj naj bo ta njena primarna funkcija, ali ohranjanja, konzerviranja, ali ne vem, dejansko nenehnega spreminjanja, tudi na račun preteklih spoznanj, mislim, preteklih smernic. Glejte, človek se nasplošno razvija. Znanost, človeštvo se razvijata in sama verujem, da te spremembe vodi sam Bog, ne? Tudi sam nas vodi v to, da do določenem področju vedno več vemo, vedno več najdemo, se na ta način razvijamo. In na ta način se tudi cerkev mora razvijati pa prilagajati. To je tudi že drugi Vatikanski koncil povedal, adžornamento. Je pa res, da temelj ostaja isti. Vera v Boga se ne bo spremenila v absolutno bitje, v katerega rokah je to, da vodi. Kako se pa približati človeku? To se pa mora spremeniti. Tu pa ne smemo stagnirati, ker če se človek spreminja, se spreminja tudi način pristopa k človeku. In zelo težko poglavje je to, oziroma stvar, ne, najti pravo mero. Ohraniti tradicijo, pustiti temelj neokrnjen, pa vendar najti pot, kako ljudem to najlepše, na najbolj sprejemljiv način predstaviti, da ne bodo v tem videli nekaj, kar življenje, bi rekla, obremenjuje, kar samo neko zapovedovanje, ampak da bodo dejansko v tem našli smisel življenja, stališča, da je to lepo, zadovoljno življenje, da živiš mirno življenje, da imaš v sebi mir, da čutiš, če si nekaj dobrega naredil, da ti je to dejansko najlepše plačilo, da je to obogatitev tvojega lastnega življenja. Nekje sem prebrala, rada berem tudi te modre misli, mislecev, da ni mogoče osrečiti drugega človeka, ne da bi osrečil tudi sam sebe. In če želimo biti srečni, mislim, če kmečko pamet vklopimo, je čisto enostavno, ne? Ampak izgleda, da tako enostavno, da raje izberemo to drugo pot, pa
si tudi škodujemo, pa nas ta ego velikokrat premaga. Jaz ravno mislim, da to, kar ste zdaj rekli, ne, da skozi zgodovino smo vedno znova ugotavljali, da nam je ta ego, ne, oziroma egoistično, vsaj v nekem smislu ego nas tudi obvarja lahko česa slabega, da nas opozarja na kaj, ampak dostikrat največkrat je lahko ovira. In da rabiš vendarle neke, zdaj bom rekel, idejne, duhovne, etične, referenčne točke, neke maksime, neke aksiome, ne, od katerih pa potem, da je tam sidrišče, potem pa skozi obdobja, pa vendar ne iščeš, ne vem, kot neka elastika, neke nove relacije, če so že potrebne. Ampak sidrišče pa mora nekje biti, ne, varno, ker ne moreš vse relativizirati, ne, ker liberalnost cerkve, mislim, skrajna liberalnost je pomenila popolna relativizacija, ne. Stvari, ki so ekstremne, ko zaidejo tudi liberalizem pa te stvari, ne bodo obstale. Ja. Ne bodo obstale. Ker so spremenile. Ostati je potrebno na temelju, pa potem iskati. In ti temelji, recimo za vas v augsburški veroizpovedi, dejansko to, kar so se že pogovarjali pred snemanjem, so te 4 sole, ne? Ali pa bi še kaj k temu dodali, kar je tisto, kar vedno znova, ko se sprašujete, ker zakaj so recimo ti maksime? Za dobro človeka, ker nekaj je pa v vseh časih, človek se spreminja po človeštvu, pa spoznamo vedno več o človeku. Vendar tudi Bog je vedel, kako se bo človek spreminjal in je za vse čase, po moje, nekatere temeljna izhodišča postavil, ne glede na to, ali se bomo nahajali v 19., 20., 21. stoletju, ker človek bo imel svoje specifike, vendar pa v srži imel pa nekaj vendarle skupnega in tisto pa mora iskati svojo potrditev oziroma svojo veljavo ravno v teh izhodiščih, po moje. Ne? Res je. Omenili ste te sola, ne? Sola gratia, sola fide, samo milost, samo vera, sola Christi, samo Kristus in sola scriptura, samo sveto pismo. To so temelji, ne? Še posebej sveto pismo. Ne? Vendar sveto pismo, kdor ga pozna, sveto pismo je tako bogato. Napisano je bilo v zgodovini, se pravi, nekateri deli stare zaveze ali pa tudi že nova zaveza za nas je že zelo, zelo stara. Vendar, če se človek poglobi, kako sodobno po drugi strani. Ja, se to zlato etično pravilo je Jezus povedal, ne, se pravi novi zavezi. Seveda, zelo sodobno in dejansko nam daje možnost, da lahko stojimo na temelju, pa iščemo stvari v tem sodobnem svetu, kako priti do človeka, pač na način. Jezus je takrat šel na način, ki je bil razumljiv in sprejemljiv ljudem takratnega časa. Vendar je to povedal tako, da tudi mi razumemo, podamo pa spet na tak način, kot ga ljudje sedaj lahko razumejo. Ne. Je pa res, da je včasih glih to zelo težko. To pa ne dvomim. Ravno sveto pismo, ne, poznavanje, sam sem daleč od tega, da bi ga zelo dobro poznal. Ampak recimo to, ker je še toliko bolj poudarjeno v evangeličanski cerkvi, koliko imate občutka, da ga ljudje dobro poznajo ali pa ga želijo spoznavati, kako je zdaj z mladimi s tem? Zdaj, situacija poznavanja samega svetega pisma, tisto direktno poznavanje, mislim, da kar šepa v današnjem času. Ne zaman je nekje bilo zapisano, da edino sveto pismo, ki ga človek še bere, je kristjan, njegov način življenja. Ne. Je pa res na drugi strani, da te pa vejo ljudje v določenih situacijah presenetiti spet, da potem več ne veš, ali je tvoje mnenje pravilno ali ne. Namreč sama imam pri meni v naši cerkveni občini navado, da ko krstimo otroka, da starše spodbudim, da bi za svojega otroka našli en lep biblični vers, ki bo potem vodilo za tega otroka čez celo življenje. Je res, da jih imam nekaj izbranih kot eno možnost, lahko pa izberejo sami, čisto svojega. In že kar nekajkrat
sem bila res prijetno presenečena. Še posebej pri ljudeh, ko sploh tega nisem pričakovala. Ne? Kakšne verze so izbrali, pa potem, ko sem jih vprašala, zakaj, kakšni so bili njihovi odgovori. Tako da mi to daje spet upanje, da pa ni vse tako, kot sem si mogoče jaz predstavljala. Včasih mogoče enostavno preveč tudi pričakujemo ali pa smo v svojih željah nerealni. Dotaknemo se za konec še te vaše res tesne vezi z ženami v svoji okolici. Tako. Sodelujete z njimi, to ste naredili v okviru krožka ali v okviru... Ja, žensko društvo Evangeličanka. Vi ste urednica tega ženskega dnevnika? Dnevnika, tako, ja. Jaz sem predsednica ženskega društva. Naša cerkev se že dolga leta ukvarja, torej je en segment našega dela tudi delo z ženami. To je staro že več kot 100 let. Društva v naših cerkvenih občinah so bila ustanovljena že naprimer v Picuncih 1896. Leta in tako naprej. Jaz sem sama predsednica od 2007. leta, mi smo potem 2013. leta registrirali se kot društvo, dejansko je način delovanja ostal ist, ampak zaradi nekaterih zakonov smo se malce prilagodili in seveda zadnjih 5 let izdajamo tudi dnevnik ženski, kar smo nekako kompirali iz drugih držav, predvsem Nemčije. Namreč v njem se nahaja za vsak dan možnost branja Svetega pisma. Kar je tudi nekako vodeno, čez leta te prepelje skozi celo Sveto pismo in pred vsakim mesecem je tudi eno razmišljanje. Ne? Vsak dnevnik ima svojo temo in na to temo so ta razmišljanja tudi dana. In seveda, kar je zelo pomembno v današnjem času, ko je naš urnik zelo poln, možnost, da si ženske zapišejo, kaj jih ta dan še čaka. In odziv žena je zelo dober in pozitiven. Zopet ste začutili potrebo nekoga in ste primerno se odzvali. Tako, poskušamo. Tako. Minula velika noč, kako je minila lepo v družinskem krogu? Če sem iskren, ja, v družinskem krogu nedvomno, ampak končno tudi tako, kot smo bili vajeni. Lepo. Brez mask, normalno. Odziv je bil zelo lep, prav začutil si to življenje. Če glih mogoče vreme ni bilo temu tako naklonjeno, smo si pa sami ustvarili lepo notranje vreme. Tako, smo sonce priklicali na svoj obraz, smrt je premagana. Razloga za veselje ima vaša družina še več, niste samo verna družina, ste tudi športna, celo vrhunskega športnika. Luka, državni podprvak. Ja, res je. Bomo ga gledali kdaj na letalnici, v Planici? Mi si želimo, mi mu to privoščimo. Sam bi že letel, hvala Bogu, da še ni 18 let star, ampak to leto bo napolnil. Res je priden, marljiv, moram povedati, trudi se, rezultati so tu, podpiramo ga in na ta način poskušamo biti dejavni tudi na drugih področjih. Sicer jaz kot mama, pa mož, kot oče nisva glih, ne vem kakšna športnika, ker se nama takoj vidi, vendar obožujeva šport, podpirava otroke v teh stvarih in kar nama je najbolj pomembno je, da jih naučiva, da če se za neko stvar odločijo, da v tem vztrajajo, da se zavedajo, da ni vedno vse z rožicami postlano, da so vzponi, da so padci, ampak človek na tak način se razvija, na tak način raste, se krepi. In le na tak način potem lahko pričakuje, da bo Božji blagoslov na njegove strani in da bo nekoč tudi smel, kot je on to leto, naprimer, požeti tudi rezultate in
uspehe. Predate svoje vrednote, to je lahko največ, kar naredite. Tako, Molite, tako. da bo šlo z Božjo pomočjo naprej, Tako. potem je to to. In si najbolj od vsega želim, da ostanejo v prvi vrsti ljudje, človek z velikim Č. Tako, z velikim če. Tako. Prav za konec pa vas vabim, če imate še kako sporočilo, voščilo, pozdrave, karkoli za naše gledalce ali svojce, sovaščane, kogarkoli. Ja, spoštovani gledalci, spoštovane gledalke, kar se osebno najbolj želim je, da, če smo že danes toliko govorili o tem pozitivnem, da tudi sami poskusate v življenju iskati dobre in lepe stvari, kajti še vedno je v tem svetu veliko lepega, veliko dobrega, kar lahko usreči naša življenja. In bodite prepričani, da če bomo tako živeli in delali, da bo svet okrog nas lepši in srečnejši. To je bila oddaja Duh veje, kjer hoče. Vidimo se spet čez mesec dni.